Rebeka je ravno zalivala rože in zadovoljno občudovala orhidejin cvet, ko je zazvonil telefon. Jaz grem, Ja, prav. je odsotno rekla. Razmišljala je, kako je lahko rastlina s tako lepimi cvetovi in gladkimi čvrstimi listi pravzaprav parazit. Tudi paraziti so lahko lepi. Halo? Kdo? Kaj? Kdo je to? Halo? Halo? Naenkrat je začutila, da nekaj ni v redu. Obrnila se je in zagledala svojega moža, kako ves bled sloni na vratih. Oskar, kaj pa ti je? A je kaj narobe? Lucija, Kako to misliš, Lucija? Kaj se je zgodilo? ne vem, rekla je, da bo... Rekla je. Kdo je rekel? Lucija, ona je bila. Rekla je, da se bo vrnila. Rebeki se je zavrtelo. Upotekla se je in kot v transu je nekako uspelo priti do vrat. Moža je prijela za roko in ga stresla. Ampak to ni mogoče. Vem, ampak bila je ona. Glas je bil njen. Mal starejši, skoraj odrasel, ampak njen. Strmela je vanj. To ni mogoče. Ni mogoče. Trdo ga je prijela za roko in ga povedla za sabo. Morala se je prepričati. Povzpela sta se po stopnicah in obstala pred vrati Lucijine sobe. Odprla jih je. Soba je bila videti tako kot že zadnjih 15 let. Ob oknu je stala pisalna miza, na njej Lucijine risbe in razmetane barvice. Postelja je bila vzorno pospravljena, prekrita z rjavo odejo, na kateri je bil narisan velik tiger. Plišasti Medo na postelji je z večnim nasmehom strmel nekam v nasprotno steno. Skoraj plašno sta vstopila in odšla do omare. Tam je Rebeka počasi iztegnila roko, zagrabila kljuko, potem pa obstala. Zagledala se je v risbo nalepljeno na vratih omare. Lucijina risba. Oranžen krog z dvema temnorjavima pikama v sredi, malo rdečo krivuljo pod njima in dolgimi črnimi črtami, ki so poševno rasli iz oboda. Pod krogom nekakšen neroden rdeč trikotnik, iz katerega so štrlele črte. Spodaj je z okorno otroško pisavo pisalo Mami. Zgoraj desno je bilo veliko rumeno sonce. Stisnila je ustnice in odprla omaro. Vse je še bilo na svojem mestu. Zelena oblekica z rumenim ovratnikom, kavbojke, bluzica z oranžnimi in belimi črtami. In spodaj, na tleh omare, malce zmečkana modro-bela oblekica s kratkimi rokavi, iz katere so štrlele drobne kosti zvezanih rok in nog. V naročju, nekje med nogama, je še vedno bila majhna človeška lobanja, z lepilnim trakom preko ust in lasmi, ki so nekoč bili črni, zdaj pa so postali rahlo svetlejši.